Ostali v tejle skupini pa so adjustment layeri. Zdaj, to je čisto na začetku sem rekel, da za znanje Photoshopa rabimo znati uporabniški vmesnik, plasti, maske pa adjustment layeri. Čez plasti smo zdaj že šli, čez maske upam, da smo uspešno tudi že šli. Zdaj, adjustment layeri so ta zadnja stvar v Photoshopu, ki jo morate nekako, bom rekel, limbično razumeti. Kaj točno to pomeni, kako lahko to vklopim v svoj delovni proces. Torej, adjustment layeri izhajajo iz aplikacij, ki so bile za videoprodukcijo. Torej, v Photoshopu smo imeli mi dolgo nazaj, edino možnost, ki smo jo lahko naredili na sliki, je, da smo šli v image, adjustments in pa nekaj spremenili. Destruktivno, zavedno smo izgubili tisto originalno sliko, ki se je zgodila. Zdaj pa, video pa ni tako enostaven, zato ker video je pa 30, naprimer, sličic na sekundo, krat ne vem koliko minut. Torej, ogromno enih istih transformacij. In če bi recimo želeli to narediti, aplicirati na video, vsakič, ko bi nekaj spremenili, bi on mogel vsako slikco posebej spremeniti, kar bi vsaj za tisti čas pomenil, mislim, nenormalne količine ur dela, da bi samo videli eno spremembico. Zato so si izmislili koncept, da naredimo čez vse tisto, kar želimo spreminjati, eno dodatno plast, en adjustment layer in na tem adjustment layerju potem nekaj korigiramo. Recimo, korigiramo barvo ali pa korigiramo kontrast ali pa korigiramo, ne vem, invertiramo barve. In zdaj, vse, kar je pod tistim adjustment layerjem, bo dobilo to spremembo. Zdaj, če pogledamo, imam jaz izbrano najvišjo plast, ki je. Pa dajmo izbrati enega, ki ga poznamo, pa ki bo zelo vidno naredil spremembo, hue and saturation. Torej, dajmo izbrati hue and saturation, pa dajmo zavrteti hue za recimo 50 točk, tako da res lahko vidimo, da se je ena sprememba zgodila. Torej, kliknil sem na isto, kjer smo prej dobili solid color, gradient in pa pattern, imamo zdaj hue and saturation, pa dajmo narediti samo eno spremembo v tem dokumentu. Mimogrede, če slučajno kdo nima tega panela, dajte iti v Window in pa tukaj le spodaj imate Properties, pa si ga kar odtrgajte, tako da ga imate v dokumentu, tale panel, Window Properties, zato da boste ga lahko imeli cel čas odprtega. Torej, nič ne rabiš imeti označenega, samo pejdi na najvišji možen layer, ker ravno v tem je point. Zdaj pa pejdi in naredi novega. In zdaj samo zavrti, da si properties si malo odtrgi, tako da boš imela, evo, super. Pa samo zavrti za 51. Tako, Torej, zdaj v tem primeru lahko vidimo, da je naš adjustment layer najvišje nad vsem ostalim in vse, kar je pod njim, se spreminja barvno za 50 točk v eno smer. Zdaj pa, tako kot lahko primem jaz eno plast in jo potegnem nad drugo, dajmo za hec recimo potegniti ta adjustment layer pod obe figi. Se pravi med figo in pa med lubenico, tako da dobimo tole črto in spustimo. Poglejte, kaj se zgodi na dokumentu. Torej, zdaj imamo adjustment layer vmes, med lubenico in med figo. Vse, kar je pod tem adjustment layerjem v teh plasteh, se pravi vse, kar je pod njim,
se še vedno spreminja barvno. Ne? In vse, kar je nad njim, torej piščanec, pol fige in pa ta druga figa, torej tale in tale plast, se zdaj ne spreminjajo zato, ker so nad njim. Ne? To je vsa znanost adjustment layerja. Vse, kar je pod njim, bo spreminjal in pa seveda maska. Ne? Vsak adjustment layer ima ponovno spet masko, kjer lahko tudi definiramo, ko bomo prišli do vaje, do velike, težke vaje, boste morali te stvari potem kombinirati. Pa dajmo zdaj zbrisati tale adjustment layer in iti po vrsti jih spet ponovno spoznati. Mimogrede, vsi ti adjustmenti se nahajajo tudi tukaj v image adjustments, ampak to ni ista stvar, čeprav gre za enako spremembo. Ne? Torej, enako spremembo v kontekstu tega, da recimo, če bi tukaj, ne, jaz zdaj spremenil za minus 50, bi se barvno zgodilo isto. Ampak vse te stvari se lahko zgodijo samo na eni plasti. Vsi ti image adjustmenti se lahko zgodijo samo na aktivni plasti. Medtem, ko tukaj imamo mi zdaj recimo en dokument, kjer imamo ogromno plasti. Ne? In mi postavimo adjustment layer tukaj in rečemo, spremeni za vse, kar je pod mano. Ne? To je point adjustment layerja, da se ga lahko kadarkoli postavimo in rečemo, ok, vse, ne glede na to, je 7000 plasti ali pa samo ena plast, spreminjaj. Ne? Torej, ne, če bi zdaj recimo jaz imel piščanca izbranega kot plast in bi šel v image adjustments pa recimo invert, se je spremenila samo ta plast. Ne. Medtem, ko grem recimo na istem tukajle v invert, se je naenkrat spremenil popolnoma cel dokument, ki je spode. Vendar, ne, pomembno je razumeti, da je to zdaj živa dinamična sprememba. To ponavljam non-stop, vem, da ste že malo siti tega, ampak je pa, mislim, zelo fajn, da si zapomnite. Ne? To spremembo imamo mi tukaj noter, ne? In to spremembo lahko mi kadarkoli ugasnemo. Jaz lahko to spremembo samo, da kliknem na vidljivost tega adjustment layerja, sem si izklopil to. Ne? In nič spodaj se ni spremenilo. Noben piksel tukaj spodaj ni spremenjen niti malo. Ne? Torej, prvi po vrsti, ne, imamo brightness and contrast. Enako kot prej, ne, lahko recimo spreminjamo svetlost in pa kontrast dokumenta. Mimogrede, ne, tako kot sem prej rekel, tukaj zraven pri vsakem adjustment layerju imamo masko. To pomeni, da bi jaz lahko vnaprej, naprimer, naredil eno selekcijo in naprimer rekel, želim narediti adjustment samo na tej zeleni površini in pa vse, kar je nad to zeleno površino. In bi lahko recimo, da si zdaj zbrišem tale adjustment, kontrol kliknil na te piksle, ne? In zdaj imam aktivno selekcijo. In če zdaj naredim ta adjustment layer, bo on prevzel masko in bo brightness samo na tem prostorčku, ne? Samo tam, kjer je maska. Drugi po vrsti, zdaj boste imeli malo déjà vu, zato ker so to iste transformacije z malenkostnimi spremembami, ki so malo na boljše. Torej, a mi zna še kdo povedati, kaj je to? Yes, tako, ne, razporeditev svetlobe v samem dokumentu.
Torej tukaj na tej srednji ikonci, ki smo jo imeli, smo takrat spreminjali barvno temperaturo v dokumentu. Tako da smo definirali eno sivo točko v dokumentu in popravili barvno razporeditev. Tukaj, če bi recimo združili belo pa črno piko, lahko enako kot smo imeli prej kontrast, recimo povečamo kontrast, da zbližujemo te dve točki, oziroma če koga dodatno zanima, pomanjšamo pa kontrast, tako da te dve točki izhodni začnemo približevati. Pa dajmo to pobrisati in gremo v Hue and Saturation. Torej, enako kot smo imeli prej, imamo mi tukaj 3 dimenzije, ki jih lahko spreminjamo. Lahko spreminjamo barvno kolo, lahko spreminjamo nasičenost barve in lahko spreminjamo svetlost dokumenta. Ampak znotraj tega dialoga recimo imamo že eno zanimivost, in sicer tale rokica, tale ikonca rokice tukaj. Če jo kliknete in jo imate aktivno, se lahko kamorkoli v ta dokument postavite in tisti del barvnega spektra samo spreminjate. Kliknil sem na rdeči del dokumenta in zdaj lahko recimo saturacijo spreminjam tako, da sem kliknil, potegnem na levo, da vzamem, in potegnem na desno, da dodam torej nasičenost barve. Če bi držal tipko Ctrl, lahko za to isto spremembo vrtim barvno kolo. Če držim tipko Ctrl, spreminjam samo hue na teh barvah. Do istih, to bi bilo mogoče si fajn zapomniti, ker je del ene naloge. Tukajle na spustnem meniju imamo točno možnost izbrati, katere barve želimo spreminjati. Če želimo spreminjati samo zelene, imamo tukajle spustni meni, kjer definiramo samo zelene barve in samo zelene barve lahko spremenim. Podoben, zelo fajn, dosti bolj logičen način imamo tukajle v Black and White. Če izberete Black and White Adjustment Layer in ponovno izberete tole ikonco tukaj, lahko kamorkoli na ta dokument kliknete in potegnete na levo in na desno in boste tisti barvni del v dokumentu posvetlili ali pa potemnili. Saj tudi tukaj lahko vidite, da so te drsniki v bistvu v živi, ampak direktno na sliki lahko rečemo, da tale cian v dokumentu pa želim popolnoma potemniti oziroma popolnoma posvetliti. In ponovno moram ponoviti, to je dinamičen adjustment. Nič se ni spremenilo na spodnjih pikslih. Mi lahko tukaj cel čas spreminjamo vidljivost plasti. Če se spomnite, smo imeli tukajle opacity. In jaz lahko rečem, ok, tale črno-bela mi je sicer fajn, kaj pa se zgodi, če je recimo samo 50% vidna. To pomeni, da je 50% tega efekta zdaj dinamično apliciranega na sliko. Tako da sem tukajle spustil opacity. In pa, mimogrede, če recimo izberem jaz zdaj eno barvo tukaj, to je zdaj, te blend mode, ki smo jih zadnjič pregledovali, kako se ena barva oziroma ena vsebina plasti aplicira na spodnjo plast.
vsi ti dinamični efekti imajo tudi to. Torej, jaz lahko vzamem to barvo in rečem, da ta barva svetli spodnjo stran, da ta barva temni spodnjo, ne? Da ta barva spodnjo. Ne? Torej, imamo dinamično barvo in pa dinamičen odziv na spodnji layer. Recimo pri gradientu je to zelo zanimivo, zato ker si lahko vi izberete en gradient iz ene barve v drugo, ne? In potem se začnete igrati, kako se pa zdaj to obnaša do spodnjih plasti, zato ker so rezultati zelo nepredvidljivi in zelo hitro lahko pridete do rezultatov, ki so zelo podobni kakšnemu Instagram filtru. Ne? Zato ker imate kontrolo nad eno točko barve, nad drugo točko barve in pa kaj dela on z spodnjimi layerji. Tudi tole, gradient map. Torej, gradient map, adjustment layer, skoraj čisto na koncu, uporabi gradient katerokoli od teh, da jo aplicira od najtemnejše do najsvetlejše. Zelo nepredvidljivi, zelo zanimivi rezultati, ker recimo lahko tukaj najsvetlejši deli so zdaj zelene barve in najtemnejši deli so rdeče barve. Ne? In zdaj, imamo to, ampak lahko kombiniramo zdaj še vedno z blend modom, ne? In pridejo čisto drugačni rezultati. Večinoma nekateri so preveč agresivni, medtem ko drugi so zelo zanimivi. Torej, a mi zna zdaj kdo razložiti, kaj je fill layer z eno barvo in kako se razlikuje med tole modro, ki je tukaj le spodaj? Ta modra je pa kukar, ste rekli, da bi še eno folijo. Mislim, obe dve sta, kakor da je folija čez, ne, ampak ta je dinamična. Ne. To je razlika med eno pa drugo, da lahko jaz tole kadarkoli spreminjam. Ne. In lahko ji dam kadarkoli neko obliko, ne. Zato, ker ima ta stvar zdaj zraven masko, lahko jaz zdaj kadarkoli se postavim nekje vmes in rečem, zdaj pa tale del pa jaz nočem, da je viden. Ne. Tale del pa jaz želim, da je skrit, zato ga bom napolnil s črno barvo. Kaj se je zgodilo? Ne? Črno sem pobarval masko tukaj, kar pomeni, da je ta plast naenkrat tukaj nevidna. Ne? Torej, katerikoli fill layer ali adjustment layer lahko, ne, če jaz zdaj recimo začnem premikati tole črko A vmes, spodaj, ne, vse se vidi, kjer je maska črna. Ne? Torej, tukaj je maska črna in tukaj zdaj te barve ni. In ko začnem spreminjati barvo, se bo ta barva spremenila samo na prostoru, kjer je stvar vidna. Ne? Torej, če začnem barvati z črnim čopičem po maski, torej zdaj imam izbrano masko in imam izbran čopič z črno barvo. In če zdaj začnem barvati tukaj po beli, ne, lahko zdaj začnem definirati, kje vse je ta maska nevidna, kje vse je ta maska skrita. Ne. Ampak jaz ne brišem, ne, torej to je point maske, da jaz lahko kadarkoli pridem zdaj na belo barvo čopiča in rečem, ja, tukaj je pa to vidno, ne. Tale del pa jaz hočem, da je viden. Torej, definiram samo vidljivost. Ne? Če zdaj kontrol kliknem, boste videli tole izjemno kraco, ki gre lahko v Louvre, ne? Ki definira vidljivost te barve. Ne? Torej, brez maske bi bil to
kolikor je velik dokument, je ta barva pač napolne vse, kar lahko napolne. Ne? In maska je tista, ki jo ustavi in reče, ne, tale del je pa v bistvu tole, bo pa zdaj nevidno, ne? In to mi skri. In enako lahko naredimo na gradientu, ki je dinamičen, torej imamo nek frlauf iz ene v drugo barvo in imamo masko. Torej, kadarkoli lahko jaz zdaj na tej maski rečem, ja, tale del, samo sekundo, da si označim črno, na temle delu pa jaz zdaj nočem ničesar. Ne? Oziroma, lahko bi rekel, ne, označi mi črko A, tako da sem kontrol kliknil na thumbnail od črke A, ne, nič se ne zgodi, če kontrol kliknem na ime layerja, ampak samo na tole predstavitveno sličico, ne, in lahko katerokoli od teh pikslov zdaj uporabim za to masko, da jo napolnim s črno barvo, ne, in če napolnim to selekcijo, ne, zdaj imam aktivno selekcijo tele fige in imam aktivno masko, torej okoli maske so črte. Ne? To pomeni, da delam na maski in ne na adjustment layerju. In zdaj lahko napolnim z črno. Ne? Kaj se je zgodilo? Tukaj lahko zdaj vidimo, da imamo tole figico, tole črno, če zdaj z altom kliknem na masko, ne? Torej flekec, ki je bil prej, in pa zdaj črni obris fige. To pomeni, da vse, kjer je zdaj tukaj bela maska, bo ta gradient viden in kjer je maska črna, bo ta gradient skrit. Ne? Viden, viden, skrit in vedno lahko pridem nazaj in spremenim, ne? Na katerega koli drugega. Oziroma karkoli tukaj znotraj lahko spremenim. Lahko spremenim, kje se začne, lahko spremenim kot kar pač že. Ne? Gradient je dinamičen in maska definira samo vidljivost te površine. In pa tretja po vrsti od fill layerjev je pattern, kjer imam možnost neke ponavljajoče se vzorce vzeti, ne, in ta vzorec bo on ponavljal horizontalno, vertikalno v nedogled. Ne. Če si želim repozicionirati zadevščino, si jo lahko si jo povečam ali pomanjšam, glede pač na posamezen dokument. Ne. In tudi tukaj bi zdaj lahko jaz rekel, ne, opsala, ampak jaz želim naprimer lubenico pa skrit. Ne. Torej, najprej označim masko tukaj, ne. In zdaj ena varianta za tega, ker že imam izbrano, ne, ker že imam selekcijo izbrano, bi jaz lahko tudi začel zdaj preprosto risati s črno barvo, ne. Ker imam črno barvo izbrano kot primarno barvo in sem preprosto začel risati noter. Ne. Če ne bi imel te selekcije, bi pač risal povsem. Ne. Torej, imamo veliko zelo zanimivih, nepredvidljivih rezultatov. Ne. Torej, to definira vidljivost in to je zdaj dinamika. Ne. Fill layer in adjustment layer je nek dinamična plast, kjer se zgodi neka sprememba oziroma v teh treh primerih se definira nek izgled in potem maska je tista, ki definira, kaj od tega je vidno oziroma v kakšnem prostoru je stvar zaprta. Ne? In vse, kar je spodaj od teh treh fill layerjev, so adjustment layerji. Torej, katerikoli od teh adjustment layerjev, ne, vse, kar je nad njim, ne, v tem primeru, ne, v trenutku, ko mi odpremo adjustment layer, bo imel on default belo masko, kar pomeni, da je vidno vse. Tako, kot da maske ne bi bilo. Ne. In zdaj vse, kar je pod tem adjustment layerjem, fizično na spisku teh plasti
pod, zato ker smo rekli, tako kot gledamo plasti, gledamo vedno od tukaj zgoraj, enako kot gledamo od tukaj zgoraj. Se pravi, ta stvar je nad to, A je nad to, trava nad tem, nad ozadjem. In nad vsemi, v mojem primeru, je adjustment layer, hue and saturation, ki jih spreminja. Torej, jaz bi lahko recimo vzel eno plast, kot je recimo lubenica, in jo postavil sem zgoraj, in lubenica zdaj ni več vključena v te transformacije, v te barvne spremembe, oziroma če jo povlečem nazaj dol, je ta sprememba spet dinamična noter. In če jaz zdaj dvakrat kliknem na ta adjustment layer, lahko spet pridem do teh sprememb. Torej, to ni tako, kot bi v image adjustments naredili eno spremembo in naslednjič, ko je datoteka shranjena, pač takle imamo, še posebej, če smo recimo spremenili v črno-belo sliko, smo izgubili vse barvne detajle. Medtem, ko tukaj gre za živo, dinamično spremembo, ki se je zgodila in do katere lahko kadarkoli pridemo. In zdaj, ne samo, da lahko mi z spremembo opacity potegnemo ven moč efekta. Če jaz zdaj spustimo opacity na recimo 50, je ta efekt zdaj izgubil moč za pol. In lahko, naprimer, če bi odstranili saturacijo, torej, če bi bilo na 100%, bi bila ta stvar črno-bela. Pa rečemo, da je to mogoče preveč, kaj pa če je 80? Se pravi, je malo barve ostalo, in imamo en drug rezultat. In še lahko uporabljamo blend mode, se pravi, kako se zdaj ta efekt na spodnjo plast kombinira. Kombinacij je nešteto. Tukaj gre za nek element eksperimentiranja, vsaj ko začnemo kombinirati posamezne barvne gradiente na spodnjo površino. Z blend modom imamo, mislim, kako bi rekel temu, smo do konca življenja polni nekih unikatnih Instagram filtrov oziroma barvnih kombinacij. In zdaj katerakoli od teh adjustmentov jo lahko vedno izberemo in katerakoli od teh adjustmentov ima spet masko. To pomeni, da če bi jaz recimo lahko že vnaprej, naprimer, označim nek del v dokumentu in ker imam zdaj aktivno selekcijo, ko bom šel jaz v hue and saturation, lahko že tukaj takoj vidimo, da je on mojo selekcijo razumel kot masko. To pomeni, vse, kar je bila ta selekcija, je belo, torej vidno, kjer te selekcije ni bilo, je črno. In jaz zdaj lahko naredim spremembo v hue, in se je to spremenilo samo na tem delu dokumenta, na vsem, kar je spodaj, ampak samo tukaj, ker je maska zdaj definirala to, in vse plasti, ki se zdaj nahajajo pod tem prostorom, se zdaj spreminjajo. In imamo od najbolj agresivnih, kot je invert, do najbolj elegantnih, kot je brightness and contrast, vse imamo dinamično. Torej, dokler imamo mi Photoshopov file v samem dokumentu, lahko vedno pridemo, se vrnemo nazaj in nekaj spremenimo. In imamo blazno veliko kontrolo nad tem, da pač je vsaka stvar na svoji plasti, vsako stvar lahko spreminjamo, repozicioniramo, premikamo, zrotiramo, in te barvne spremembe, ki so na vseh plasteh naenkrat. Tako da ne rabite si zapomniti nekih številk, kako bi stvar spremenili, kako bi stvar zbrisali in tako dalje. No, zdaj pa še vaša zadnja možnost. A je kakšno vprašanje? Odlično, potem pa lepo prosim aktivirajte plast z navodili
In tukaj le imate zdaj moja navodila oziroma 6 vaj, ki jih imate zdaj za narediti. Torej, pomembno je, da adjustment layer, ki ga dodate, je vedno na najvišji točki nad navodili. Torej, ne smete repozicionirati teh plasti, da bi rešili nalogo, in ne smete repozicionirati adjustment layerja, da bi rešili nalogo. Ok. Dajmo priti najprej do 6. Zdaj, najprej 1. Ne? Torej, prva naloga, dajmo jo narediti skupaj za hec. Ne? Vsem plastem razen sadju povišaj kontrast za 50 točk. Kater adjustment layer bi zdaj uporabili, da bi povečali kontrast za 50 točk? Yes. Ne? Torej, gremo brightness and contrast. Gremo najprej klikati na navodila, ki je najvišji layer. To pomeni, da bo naredilo nad navodili brightness and contrast. In dajmo zdaj povečati kontrast za 50 točk. Lahko preprosto kliknete noter, pa potem napišete številko, sej ne rabi biti 50, približno 50. Ne? Torej, zdaj imamo zelo nežno spremembo, ampak sprememba je nad vsem. Ne? Zdaj pa dajmo skriti malo navodila, pa sam zapomnite si vsem plastem razen sadju. Torej, zato, ker sem jaz rekel, da ne smete repozicionirati tega, niti teh plasti, kako bi lahko zdaj skrili efekt na sadju. A lahko naredimo ja, pa če znašmo sadje, pa bi barvamo črno. Yes. To je to, ja, maska. Ne smeš, to je v pomembno, ne smeš repozicionirati layerja in ne smeš repozicionirati adjustment layerja. Ne? Torej, označite sadje in za kontrol klikom lahko klikneš na posamezen tako. Ja. Kako? S kontrolom klikneš na slikco. Ja, no si to, ja, si to sem izrekla. Kaj je? To, a ne? Držiš kontrol in potem klikneš. Evo, zdaj imaš označeno. Ja? In pol filam. Tako, ampak pazi, zdaj imaš pomarančo, ne? Zdaj se moraš vrniti najprej na tisto plast in izbrati masko. Tako, ne? Kar izberi, ne? Se pravi, zdaj imaš okoli maske črno in zdaj lahko filaš. Ok. Ja? Aha, ampak zdaj imaš izbrano figo, tako. Vrni se nazaj in izberi masko. Evo, zdaj pa daj. Tako. Edit pa fil. Eno bolj desno pet v meniju. Zdaj si v fajlu. Ja? Se pravi, najprej naredi spremembo. Ne? Zdaj imaš prvo točko, je, da povečaš kontrast za 50 točk. Zdaj najprej daj nov adjustment layer, ne? Ja? Ja? Pa daj brightness and contrast, tako. In zdaj tukaj imaš na levi strani, ne? Pa daj contrast na 50. Ja? Ja? Ja, to je to. In zdaj boš pa ti spremenila tukaj masko, se pravi, ne sme biti na sadju. Ne? To pomeni, da moraš označiti eno sadje, ne? Se pravi, kontrol klikneš na slikco, ki je na thumbnail od določene, recimo fige, ne? Na thumbnail, pazi, samo na slikco lahko kontrol klikneš. Tako, ne? A veš, da je figa, ki je označena. Ja? In zdaj lahko to označbo uporabiš, da napolniš tisto masko. Se pravi, izberi zdaj masko, spet nazaj, tako, kar klikam gor. Ja, še vedno je aktivna selekcija in zdaj greš v edit in pa fill. Ne? In izbereš črno barvo, tako, lahko tukaj že black, ja, mislim, imaš že na spustnem meniju black, ja, tako, ja, in daš ok.
Ne? In zdaj lahko vidiš, da si recimo tole figo odstranila iz tega adjustment layerja. Okay. Ja? Še ostale? Zdaj pa še ostale, se pravi ponovi vajo, ne, tako. A več od enkrat, da bi se jih označili in to naredili, se pa ne da? Lahko. Samo nekaj, to vas na začetku nisem naučil, zato ker se mi je zdelo malenkost preveč podatkov. Če se spomnite tehle 4 ikonc, ja, tako, ne, do 3., 2. in 4. lahko pridemo tudi s tipkovnico. In sicer, če imamo zdaj prvo aktivno izbrano, ne, torej samo vsakič, ko kliknem, imam novo selekcijo. Če držim tipko Shift, poglejte, kaj se tukaj spremeni zgoraj, ne. Če držim tipko Shift, mi bo skočil na drugo ikonco po vrsti in tudi kurzor mi bo dobil tlele en majčken plusek. Torej, če držim Shift, mi bo prištel to. Če držim Alt, mi bo odštel, torej 3. ikonca po vrsti, mi bo odštel novo selekcijo od stare selekcije in pa mislim, da je Shift pa Alt 4. po vrsti. Torej, če želite označiti vse sadje naenkrat, da ne rabite vsakega posebej, lahko recimo Ctrl kliknete na ta prvega in Shift Ctrl kliknete na drugega, ne? Torej, zdaj jaz Shift in Ctrl držim, lejte, kaj se spremeni, ne? Moj kurzor se je spremenil, da je dobil plusek noter v tejle ikonci. Torej, če jaz zdaj kliknem na ta drugo figo, imam zdaj obe figi označeni in mi zdaj manjka samo še pomaranča, torej držim Ctrl in Shift, kliknem na slikco pomaranče in Ctrl Shift, kliknem na slikco lubenice. In naenkrat imam za prvo nalogo izbrano vso sadje, zdaj pa kliknem na masko in napolnim z črno barvo. Ne? Ali lahko samo in poveste? Yes. Kako se maska na črno da? Aha. Pač tlele. Da imamo recimo vse črno, ampak da imamo belo v bistvu samo sadje pa zeleno. Ali se spomniš, kako črno spremeniš v belo? Samo izbrano masko moraš imeti. Ne? Se pravi, zdaj imaš že izbrano masko, samo pojdi v Image, Adjustment, pa Invert. Ja? In je črno, ne? Drugače pa, zato ker nimaš nič izbranega, bi lahko tudi Edit pa Fill. In napolnila s črno, ne? Zato ker nimaš nič izbranega, bo pač celotno velikost dokumenta napolnil z tisto barvo, ki hočeš, ne? Kje se pri drugi zatakne? Se pravi, sadju in zelenemu ozadju od črke A znižaj saturacijo za 20 točk. Kako smo sadje izbrali? Sadje smo že v nalogi 1 izbrali, zdaj pa zeleno ozadje od črke A. Je pa ene barve. Kako smo eno barvo izbrali? En Magic je bil v igri. Magic Wand, ne? Torej, kamorkoli na tole zeleno površino kliknete, bo izbrana ta barva, ne? Torej, lahko, če imate že izbrano sadje, ne, potem Shift kliknete oziroma ste pozorni, da tukaj dodajate, da ne boste izgubili prejšnje selekcije, ne? Torej, tukaj, ali pa če držite Shift, da najprej kliknete sem, sem, pa sem. Zdaj imam jaz izbrano sadje, ne? In zdaj grem lahko v Magic Wand, imam izbrano drugo ikonco po vrsti, oziroma če bi držal Shift in kliknem enkrat in zato, ker imam Contiguous tlele izklopljen, nisem rabil 3-krat klikniti, ne? Če bi pa Contiguous imel vklopljen, bi pa kliknil enkrat, 2-krat in 3-krat, ker se barve ne nadaljujejo, ne?
In zdaj imamo izbrano in sadje in zeleno površino črke A. In zdaj, ker imam to izbrano, grem lahko direktno, se pravi, želim saturacijo za 50 točk. Kako saturacijo znižamo? Hue and saturation, tako, ne? Torej, zdaj imamo izbrano tam, kjer želimo, da se to zgodi. Torej, lahko preprosto kliknem tukajle, grem v Hue and saturation in tukaj lahko takoj vidimo, da je maska že definirana za vse stvari, kjer želim, da se to zgodi. In vse, kar še ne moram narediti, je, da znižam saturacijo za 50 točk. A še kdo ni točke 3? Ok, da naredimo skupaj. Torej, modro ozadje, pivo pa lubenico hočem invertirati. Najlažje mi je, da najprej izberem lubenico, najdem pivo, Ctrl Shift kliknem še na pivo in zdaj imam tukaj modro ozadje, ki je ene barve. Se pravi isto kot prej, lahko kliknem na to modro površino in dodam z Magic Wandom, se pravi, imel sem izbrano lubenico, imel sem izbrano pivo in zdaj sem dodal še modro površino, zato ker sem imel tukaj izbrano dodajanje. Lahko bi pa še držal Shift iz navadne, se pravi, zdaj imam izbrano eno, drugo in tretje, kaj je navodilo, da želim invertirati. Kako lahko invertiram? Ja, invert, tako. Tukaj invert in maska vključuje vse, torej je pivo je invertirano, lubenica je invertirana in ozadje modro je invertirano. Takrat, ko smo imeli Hue and Saturation Adjustment Layer vklopljen, pa sem rekel, dajte me pozorno poslušati, me ni očitno noben. Zdaj, znotraj Adjustment Layerja ne rabimo nobene selekcije delati. Glejte, ko jaz naredim Hue and Saturation, imam tukaj le zgoraj tale spustni meni. In tukaj lahko jaz rečem, da želim nekaj delati samo na rdeči, na rumeni, na zeleni in v mojem primeru hočem to delati na zeleni. Izberem in zdaj zavrtim za 180 stopinj v eno ali pa v drugo smer. Torej izberem tukaj na temle spustnem meniju Greens in potem samo vseeno je v katero smer, v eno ali pa v drugo pridemo do iste točke, ker gre za krog. Skreslaš, ne, to je ta lažja varianta. Ne želim, da delate na teh plasteh, samo na adjustment pa fill layerih. Torej, probite razmisliti, kaj želim od vas, kaj naj bo končen rezultat, kako bo stvar izgledala. Torej, okoli vseh objektov hočem, da je svet vsi. Kakšno imamo zdaj mi možnost? Mi imamo možnost izbrati te objekte in potem v bistvu tisto, kar je okoli teh objektov, pobarvati in iti na noter. Sprav glih obratno. Torej, rezultat je, da je svet vsi okoli objektov, ampak v bistvu je svet vsi na noter tej površini, ki niso objekti. Glih obratno. Ja? Dajmo izbrati vse te objekte, ki so na tem dokumentu. Torej, Shift kliknemo na vse te objekte, razen modrega ozadja. Torej, zdaj imam selekcijo, ki vključuje vse te plasti od A do Ž. Zdaj pa, jaz lahko naredim dve stvari. Ali naredim
sledeče, grem v select, pa inverse. Torej, zdaj sem obrnil to, kar imam izbrano, in imam izbrano vse, kar niso te objekti. In grem zdaj in naredim eno novo plast, ki je samo ene barve. Ja, ne? In zdaj, ne, tukaj lahko vidimo, da je zdaj ta plast, ki vključuje masko z vsemi temi objekti, da so skriti. Ja? In zdaj tej plasti lahko dodam inner glow in rezultat je glow. Ne? Zaradi tega, ker je invert čez njo. Ne? Samo invert naj bo nižji. Ne? Ja. Ne? To je en način. Drug način, da zdaj izbrišem jaz to, se pravi, da se vrnem, select pa inverse, jaz bom zdaj izbrisal tale solid color, ampak imam še vedno spet vse izbrano. Imam izbrane vse te plasti in zdaj pa lahko grem najprej solid color, tako da imam to stvar izbrano. Dam OK. Izberem outer glow in ga malo povečam, tako da je. Ne? In zdaj, ne, imamo pa tukaj dve stvari, ki smo šli sicer malo hitro skozi. Opacity pa fill. Ne? Kakšna je razlika? Opacity je vidljivost plasti skupaj z efekti, fill je pa samo vidljivost notranjosti plasti brez efektov. Torej, če znižate zdaj fill na nič, kaj se zgodi? Ne? Okoli vseh efektov oziroma okoli vseh objektov je en fancy glow. Se pravi, samo fill dajte na nič, ne? In imate ali, ne? Lahko bi šli označiti vse ostalo, kar niso objekti in šli glow na not, ali pa označimo objekte, damo glow na ven, ampak moramo potem vsebino skriti. Ne? Torej, jaz sem šel tukaj na fill na nič, samo še ta zadnjo, no, pa gremo domov, ja. Samo še ta zadnjo hiter, no. Torej, dajmo označiti pomarančo, kontrol kliknemo na pomarančo in zdaj damo no adjustment layer, black and white. Ne? In zdaj imamo tukaj možnost, kaj je želja, ne? Da naj bodo listi od pomaranče svetlejši od pomaranče. Listi so zelene barve, pomaranča je oranžne barve. Torej, vzamem rumeno in potemnim, zeleno in posvetlim in zmagam. To je to. Kaj? Aha, najprej označi pomarančo, ko se pravi kontrol klikneš na pomarančo, drži kontrol pa klikaj. Evo, zdaj imaš označeno pomarančo, ne? In zdaj boš naredila... Sem radila stvarno. Okay. Zdaj greš black and white adjustment layer, ne? In kaj želim, ne? Da je zelena svetlejša od oranžne. Torej, grem yellows in potegnem na dol in greens in potegnem na gor in zmagam. To je to. Evo.